Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi redni seji sestali bohinjski svetniki in svetnice. Glavne sklepe seje takole povzema župan Franc Kramar. Moram reči, da je bila tole ena daljših razprav proračuna, kar je pravzaprav pričakovano, glede na to, da so interesi pač veliki, različni in da seveda vsak svetnik ima legitimno pravico, da predlaga in predlogov je res veliko. Mi se moramo do drugega branja opredeliti do teh predlogov. Nekatere bomo pač upoštevali, bojim se pa, da vseh ne bomo mogli upoštevati, ker je res, če gledam vsoto vseh predlogov, bom rekel velika, tako rekoč lahko rečem, čez 300-400 tisoč evrov. Jaz ne vem, kje bi zagotovil še teh 400 tisoč evrov, ampak vseeno se mi zdi, da bomo proračun speljali in da bojo svetniki tudi v drugem branju ta proračun potrdili. Jaz moram reči, da je naravnan investicijsko, da sledimo tem zadnjim letom, da vsako leto vlagamo v infrastrukturo, najprej v infrastrukturo, potem pa tudi ostale zadeve. Še enkrat lahko rečem samo to, da je Bohinj velik, da je specifična občina Bohinj, ni katerakoli občina, ampak je geografsko velika občina, 24 naselij, zadostiti vsem željam 24 naselij je nemogoče v eno leto, ampak zdi se mi, da vsako leto gremo postopoma korak za korakom in da skušamo vseeno slediti temu, kar seveda ljudje želijo. No, vas pa pred drugo obravnavo proračuna čaka še izredna seja, tak je bil predlog? Ja, res je. Predlog je bil, da se dogovorimo svetniki o tem, da jim pravzaprav obrazjasnimo, kakšna je bila namera zemljišči pri vodnem parku in pa na betonarni. Mislim, da je prav, da vejo to. Tukaj se gre tudi za to, da se išče rešitev za pohištvo Bohinj, ker vemo, da morajo v enem letu izprazniti prostore v sedanjih prostorih na Lipu in da jim moramo iti nasproti in pomagati poiskati prostor, kjer bojo lahko ohranili proizvodno, ohranili delovna mesta in tukaj se bomo pač svetniki pogovorili o tem, kakšna pot naprej naj bo, da bomo lahko postavili pogoje za to, da bo ta Lip Bohinj oziroma pohištvo Bohinj normalno obratoval. No pa drugič na seji tudi subvencioniranje za gospodinjstva in seveda za neprofitne organizacije, kar se tiče komunalnega prispevka. Ja, res je. Jaz sem vesel, da so svetniki sprejeli moj predlog, da se 100% subvencionira cena komunalnih storitev. Zavedati se je treba nekaj, da je država sprejela uredbo, določila pogoje, da smo na prejšnji seji sprejeli metodologijo in da kljub 100% subvenciji, ki bo občina dala zraven cenam, bojo še zmeraj cene šle nekaj gor. Ne predstavljam si pa, kaj bi bilo, če bi bila subvencija manjša kot 100%, ker bi drastično narasle cene komunalnih storitev in jaz mislim, da si pa tega v Bohinju ne moramo privoščiti. Glede na kupno moč našega prebivalstva je treba slediti trendom in jaz mislim, da je prav, da bo občina primaknila 100% subvencije k cenam in da ne bojo cene poskočile, bom rekel, v neomejene višave, ker vemo, da to je moje globoko prepričanje, da je v teh časih strategija države, novi davki, nove podražitve, vse nekaj na novo podražitve. Tukaj smo pa 100% subvencijo določenim predelom v Bohinju celo nekaj znižali ceno komunalnih storitev. Namen je pa potem, da bi v prihodnjih letih postopno zniževali subvencijo ali kako? Ja, jaz lahko govorim za svoj mandat. Moja vizija je bila zmeraj, da je to, da nekomu omogočiš nizko ceno, tudi vlaganje v ljudi. Bodimo realni, ljudje pač s temi plačami, ki so danes 500 in nekaj težko preživijo in takemu človeku se evro ali pa 2 evra ali pa 5 evrov, če bi šlo pa za drastično podražitev, bilo pa to tudi 15 in 20 evrov, sila pozna. In zato moramo slediti tudi temu, da naši občani pač so finančno, bom rekel, pač take zmožnosti, kot so in mislim, da je prav, da občina tukaj gre nasproti in da zagotovi delež sredstev za ceno komunalnih storitev iz občinskega proračuna.
petek so Podkoren znova zavzeli parkeljni treh dežel. V svojih strašljivih opravah so divjali po vasi, tulili in rožljali z verigami. Rogati in sajasti peklenščki s svojim rogoviljenjem iz mladih in tudi malo manj mladih gledalcev izvabijo marsikateri krik. Za varnost je poskrbljeno, saj organizatorji z ograjami zagotovijo, da se parkeljni ne mešajo med obiskovalce, da se ne bi zaradi rogov, ki jih nosijo, zgodila kakšna nesreča. Andraž Lavtežar, za nami je, mislim, da že 14. srečanje oziroma ognjeni spektakel v Podkorenu. Vreme ga je sicer malo zagorlo, ampak moramo pa povedati največ skupin do sedaj, predvsem pa res neverjetno veliko število obiskovalcev, ne glede na vreme. Ja, zelo smo zadovoljni v bistvu samo prireditvijo, glede na to, da tako vreme, kakor je, vidimo, da je vas polna 21 skupin, to, ki še nismo imeli, tudi 350 parkeljnov, tako da smo kar postavili svoj rekord. Kljub temu, da je tako vreme, ni pokvarilo vzdušja. Kar precej časa nam je vzelo ta sama priprava, kontaktirati z vsemi skupinami, tako da vseeno zdaj vidimo, da je naš trud poplačan, parkeljni so prišli, veliko število obiskovalcev je prišlo, tako da mi se res zahvaljujemo vsem poslušalcem, obiskovalcem, ki so prišli na to prireditev in vas že vljudno vabimo zadnji petek v novembru vsako leto v Podkoren. Se pravi, da že zdaj začenjate s pripravami? Seveda, zdaj bomo v bistvu že po sami prireditvi navezujemo dobre stike, dobre kontakte z skupinami, se pravi, se tudi malo podružimo in tudi se pol zmenimo že za naslednjo leto, da mi njih obiščemo in oni nas. Že po opravi je mogoče razločiti, odkot prihajajo posamezni parkeljni. Za parkeljne v Zgornjesavski dolini so tako na primer značilni kožuh in navadni rogovi, imajo pa tudi poseben lik trentarja. Za parkeljne iz zamejskih krajev pa so značilne izrezljane maske iz lipovega lesa. Bogato in zanimivo tradicijo so kranjskogorski organizatorji nadgradili v etnografsko prireditev, ki ohranja stare običaje in počasi prerašča v pravi mednarodni festival parkeljnov. Vsako leto se v Podkorenu namreč zbere več kot 100 parkeljnov. Tradicija parkeljnov sicer sega v daljno zgodovino še v predkrščanske čase, ko so ljudje verjeli, da se pozimi na ta svet vračajo umrle duše. Že več kot stoletje pa so strahotni črni možje, ki hodijo od hiše do hiše in strašijo otroke, spremljevalci Miklavža. Svetnik je v skladu s krščanskimi vrednotami obdaroval pridne otroke, parkeljni pa so strašili poredne. Kranjska Gora je od srede do danes gostila 32. evropsko prvenstvo v tradicionalnem karateju. Gre za velik športni dogodek, ki je v dolino privabil veliko športnikov in članov njihovih ekip, kar je seveda vnovič odlična promocija Kranjske Gore. Zbrane je na odprtju pozdravil podžupan Blaž Knific. Najprej bi vas lepo pozdravil v imenu občine Kranjska Gora na 32. evropskem nacionalnem prvenstvu v karateju tukaj v naši občini, v občini Kranjska Gora. Po uvodu bi se tudi rad zahvalil za povabilo organizatorju, da sem lahko priča tako čudovitemu uvodu. Še posebej pa bi rad pohvalil športnike, ki se bodo do nedelje borili za čim boljši uspeh. Vsem pa želim čim manj poškodb. V podjetju Forward v trgovsko-gostinskem centru v Kranjski Gori so pripravili delavnice kodiranja za otroke. Ti so bili seveda več kot navdušeni in so dokazali, da se izjemno hitro učijo. Prav tako so bili med njimi taki, ki so zelo vešči dela z računalnikom. Ja, res je, organizirali smo tečaj kodiranja za otroke. Moram reči, da se jih udeležili kar precej več, kot smo najprej pričakovali. Namen je, da se bodo otroci naučili kode na zabaven način in glede na to, da smo že šele 10 minut v začetek tečaja, se otroci že napolno zabavajo, tako da mislim, da smo jih navdušili. Bojo pa na koncu sami povedali. Kodiranje se danes dejansko pojavlja povsod, od izdelave spletnih strani do programiranja igric, računalniških programov, in ker smo od te tehnologije vedno bolj odvisni, potrebujemo tudi več kadra, ki ima znanje na tem področju. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so ta teden pred adventom potekale ustvarjalne delavnice, na katerih so izdelovali adventne venčke.
Zelo nas veseli v Gornjesavskem muzeju Jesenice, kamor pač sodi Lizniakova hiša, da delavnico vodita domačinki Milena in Katja Černe. Delavnica je tradicionalna, venčke izdelujemo iz naravnih materialov, ki jih nekaj naberemo v muzeju, nekaj pa jih naših udeleženci prinesejo s seboj. Običajno nastanejo čudoviti, predvsem pa unikatni izdelki, taki, ki so všeč vsakemu posamezniku. Na koncu potem naredimo tudi eno mini razstavo, tako da vidimo venčke od vseh udeležencev na delavnici. Pripravljamo pa v letošnjem letu, v tem veselem decembru, če že tako rečem, 15. decembra popoldne ob 4, še eno tako predavanje z delavnico, pravzaprav je bolj pogovor, na katerem bomo pekli hlebčke kruhove, hkrati ob delavnici, torej ob mesanju testa, oblikovanju hlebčkov, pa se bomo z Darinko Tarman, tudi domačinko, in pa Dušico Kunaver pogovarjali o zimsko oziroma jesensko-zimskih običajih, ki so bili nekdaj značilni za dolino. Tako da vabljeni, da nas obiščete, sicer so pa vse informacije tudi na naši spletni strani Gornjesavskega muzeja Jesenice. Las občine Kranjska Gora v novembru, mesecu boja proti odvisnostim, pripravlja razne aktivnosti. Ta teden je v Ljudskem domu v Kranjski Gori Matic Munc predaval o tem, zakaj je šola pomembna nam odraslim, ne pa mladim. Med prireditvami sta bili tudi prireditev Veselo pojemo z Romano Kranjčan in zabava brez alkohola za učence 8. in 9. razredov Kranjskogorske ter Mojstranške osnovne šole, ki bo 2. decembra. Brezplačno kopanje za občanke in občane je potekalo v hotelu Larix v Kranjski Gori. Prav tako pa je že bilo na sporedu predavanje Marka Juhanta o otrokovi samopodobi. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek odprli likovno razstavo Stevan Džukić iz oči v oči z legendami, portreti slovenskih alpinistov. Zgodovinski pregled slovenskih alpinistov avtor predstavlja na svojstven način z likovno upodobitvijo legend slovenskega alpinizma. Zamisel o upodobitvi slovenskih alpinistov se je porodila že v času, ko je avtor risal portrete alpinistov Savinjske regije. Prvotno zbirko alpinistov je v zadnjem letu razširil z upodobitvami alpinistov z območja Gorenjske in drugih delov Slovenije, s tujimi alpinisti, ki so sodelovali na slovenskih in mednarodnih odpravah. V zbirki pa so tudi nekateri možje, ki so se v zgodovini zavzemali za razvoj gorništva, pa jim takrat čas ni bil posebej naklonjen. Posebej je avtor počaščen, da lahko zbirko predstavi v Mojstrani, v hramu slovenskega planinstva in gorništva, v okolju, iz katerega izhajajo številna slovita alpinistična imena. 8. sejem rabljene smučarske opreme je v Kranjski Gori potekal ta konec tedna v osnovni šoli Josipa Vandota, Kranjska Gora. Tradicionalno v Kranjski Gori letos 8. Člani turističnega društva in Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora organiziramo sejem rabljene smučarske opreme predvsem zaradi tega, ker si želimo, da starši pred zimsko turistično sezono zamenjajo rabljeno smučarsko opremo. Tukaj smo prostovoljci in v bistvu sprejemamo opremo in jo seveda potem prodamo in seveda staršem vrnemo denar oziroma vrnemo opremo, ki jo nismo prodali. Naša velika želja je predvsem, da bi prišli v čim večjem številu domačini, da si tukaj izmenjamo opremo. Seveda prihajajo tudi turisti oziroma tisti, ki imajo stanovanja v Kranjski Gori, tako da to naredimo vedno nekje konec meseca novembra in seveda smo vsi skupaj v pričakovanju zimske turistične sezone. Seveda pa je oprema tukaj veliko cenejša kot na ostalih sejmih in tudi želimo si, da čim več staršev zamenja to opremo in pa seveda, da bi čim več otrok
otrok tudi smučalo iz te doline. Iz leta v leto pa se pozna, da je smučarjev manj. Prav zato v Kranjski Gori pripravljajo posebne akcije. Definitivno imamo smučarjev manj, zato si tudi Slovenska smučarska središča želimo, da bi čim več otrok smučalo. In imamo tudi posebne akcije, tudi z osnovno šolo Josipa Vandota v Kranjski Gori. Letos kot smučišče začenjamo z akcijo, da bomo omogočili čim več otrokom tudi brezplačno smuko na našem smučišču. Veliko želja je, da se čim več otrok v tej mladi generaciji nauči smučati, ker to so najboljši promotori vseh smučišč, ne samo kranjskogorskega. Zgubljamo cele generacije otrok, predvsem zaradi tega, ker tudi njihovi starši ne smučajo več. Smučarija je ne glede na vse skupaj nekako drag šport. Ni samo draga smučarska vozovnica, ampak je draga tudi smučarska oprema in pa seveda prevozi na smučišča. Tako da res upamo, da bomo skupnimi močmi dosegli večji potencial mladih smučarjev. Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice proslavlja letos 55 let neprekinjenega delovanja. Ob tem jubileju so v petek v Kolparnu na Jesenicah pripravili koncert slovenskih pesmi. Polna dvorana je prisluhnila občutenemu in ubranemu petju izkušenih pevcev. Svojimi glasovi so pričarali lepoto minulih let, nočno vasovanje pri dekletu, lepoto mladih deklet, veselo Vigret, večer na vasi, mogočnost Triglava in ljubezen do domovine. Dokazali so, da znajo zapeti tako narodne kot tudi umetne domače pesmi. Svojo ljubezen do slovenske pesmi so prenesli na vse poslušalce in ni jih bilo malo, ki so šepetaje peli skupaj s pevci. Ob jubileju je 16 pevcev prejelo Galusove značke, med njimi jih je kar 8 prejelo častno Galusovo značko, kar pomeni, da pojejo že več kot 30 let. Francej Jelenc poje v zboru skoraj od ustanovitve, že 49 let, skupaj pa je nabral že 72 pevskih let. Vsi pevci imajo za seboj 467 pevskih let ali v povprečju vsak 31 let. Kot gosti so na koncertu nastopili mešani pevski zbor Odmev iz Kranjske Gore in folklorna skupina Julijana s Hrušice. Svojimi nastopi so navdušili gledalce in dopolnili slavnostno vzdušje koncerta. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, še drugi del Kronike tedna, ko napovemo prihajajoče prireditve. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in občinski odbor veteranov Jesenice organizirata odkritje spominskih obeležij, kjer so bila v letih 90-91 tajna skladišča orožja, streliva in druge vojaške opreme enot teritorialne obrambe tedanje občine Jesenice. Potekalo bo v torek o 15. uri na hiši Vojka Svetine v Javorniškem rovtu 34, ob 16. uri na hiši Danija Klinarja v Planini pod Golico 9 in ob 17. uri na hiši Klemena Jakopiča v Planini pod Golico 79a. Slavnostni govornik bo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Odkritje plošč je namenjeno obeležitvi 48-letnice ustanovitve teritorialne obrambe Slovenije. V kulturnem programu bosta sodelovala Aleš Jakopič na harmoniki in Nuška Klinar na violini. V sklopu izdelave celostne prometne strategije občine Jesenice bo 4. javna razprava z naslovom Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta v torek ob 16. v Kolparnu na Jesenicah. V Kolparnu na Stari Savi na Jesenicah bodo v petek ob 16. odprli novo razstavo Jesenice, mesto železarjev. V petek na Trg Olimpijcev v Mojstrani ob 17:30 pridejo parkeljni. Odprli bodo tržnico, pripravili otroški bazar, nastopila pa bo plesna šolska skupina. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo v soboto ob 15. odprli razstavo Slovenski kozolc. Včeraj, danes, jutri.
V soboto ob 17. bodo miklavževali v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku. V nedeljo ob 16. Miklavž pride v kulturni dom na Dovje, ob 17. pa še v zimsko kapelo v Kranjski Gori. Miklavžev ples z veselimi svati bo v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori v soboto ob 19. Gledališka predstava Dom na Kredarici bo v kulturnem domu na Dovjem na ogled v soboto ob 20. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na Miklavžev pohod na Sveti Jošt nad Kranjem. Odhod bo v nedeljo 4. decembra ob 8. uri izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Z osebnimi avtomobili se boste peljali do Kranja pod vznožje Jošta, nato pa peš nadaljevali pot po Sodarjevi poti do vrha. Čas zmerne hoje je 2 do 3 ure. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in srečno do prihodnjič.